Ustvarjajmo skupaj, naj druži nas veselje in smeh, topla misel in modri nasvet. Ustvarjamo skupaj. Vedno znova me navduši, ko slišim in vidim ljudi, ki vztrajajo na svoji poti, ki so si jo izbrali na poti, za katero čutijo, da je prava za njih, in nad tistimi ljudmi, ki vejo, kaj hočejo. In eden od teh ljudi je danes tudi v mojem studiu. Njegovo ime je Gašper Mihelič, glasbenik, ki je na glasbeni poti že kar nekaj časa, zdaj koliko natančno ne vem, bo povedal sam. Belokranjska javnost, pa tudi slovenska javnost ga že zelo dobro pozna. Jaz pa ga bom zdaj za začetek lepo pozdravila. Gašper, živjo. Živjo, Erika, živjo. Ti kaj izjebe? Ne, lepo je. Odlično. Gašper je tukaj z enim posebnim razlogom, ki ga bom razkrila malo kasneje. Za začetek pa, kako je s tvojo glasbo, oziroma kdaj si začel, kdaj te je glasba začela zanimati, se spomniš tistih svojih prvih not, ki si jih zapel? Ja, po mojem lahko rečem, da glasba, da me je začela zanimati, me je začela bolj proti konca osnovne šole, ne. Ampak kdaj sem pa čisto začel, to pa po mojem sem že kar od malih nog, po mojem od kakega 3. leta, ko me je še moj stari tata me je pazil in mi je pač prepeval prve melodije, kot so, ne vem, Stoji učilna zidana, Barčica po morju plava. To so nekako moji pevski začetki. No, pol konec osnovne šole se pa vse nekako bolj resno začelo. Po moji zmagi na Korajži velja sem odšel do gospoda Bogota Hvala v Trbovlje, kjer me je sprejel in z mano naredil komad, prvi avtorski komad, sicer ga nisem jaz napisal. Napisal ga je Vlado Poredoš, melodijo je napisal Marjan Hvala, sin od Bogota, in s tem komadom smo šli na Europop mladih na Madžarsko in tam sem jaz dobil prvo mesto debitanta. No, potem se je to sodelovanje z gospodom Bogotom končalo, kajti pot od Vinice do Trbovlja je malo predaleč in se nam nekako ni šlo. Sva pa z Jernejem začela delati na naši avtorski glasbi, sicer Jernej je začel pisati avtorske komade. Jernej je tvoj brat, ne, mimogrede? Ja, Jernej je brat moj, ja. On je napisal, začel je pisati pač avtorske komade in sva začela midva nekako sama nastopati s kitaro. Medtem se je pa začelo že dogajati, da sem jaz nastopal z Viniškimi tamburaši in kup enih drugih sodelovanj, tako da sem si nabiral počasi to odrsko kilometrino. No, jaz se te dobro spomnim iz našega belokranjskega festivala Glas mladih. Na Glasu mladih sem pa zapel pesem Without You od Mariah Carey. Je pa napisal Jernej priredbo za tamburaše, takrat je me spremljala cela tamburaška skupina in takrat smo tudi zmagali. Kako to, da si izbral ta komad? Fora je v tem, da sem jaz, dokler nisem mutiral, sem imel zelo, zelo visok glas in enostavno ni bilo moškega vokala, ki bi mi nekako vsel moji barvi glasa, in sem v glavnem poslušal pač same take visoke komade, oziroma ta komad mi je bil že od nekdaj the best. Sicer jaz nisem pel verzijo od Mariah Carey, ampak od Harry Nilsona. In mi je bilo, kaj bolj višji komad je bil, kaj bolj više note so bile, mi je bil večji izziv narediti to, in tako da sem se v glavnem držal teh višin. Kje je bilo treba začeti, ne? Sicer pa ja, odprt si za glasbo tako ali drugače. Mislim, da tisti, ki je glasbenik po srcu, mu je blizu glasba pač skoraj vsa, no? Vsaj tisto, ki jo najbolj začuti. Torej, Etno Kostel, to je tudi eden od takih zelo odmevnih festivalov. Tino Kocjan si takrat pel na Julijski večer. To pesem je pa napisal, mislim, da kdo, Jernej? To pesem je napisal in v glasbu Jernej in tudi aranžmaje napisal note za tamburaše, viniške tamburaše.
In pesem je bila sprejeta na Etno Kostel in mi smo šli prav tako, nobenih pričakovanj, smo rekli, ajde gremo probat, ne, in na koncu se je pač tako išlo, da je pesem zmagala in res, mislim, to je bila tudi ena velika odskočna deska za naprej, ne, in nek, kak bi temu rekel, nek zagon za naprej, pač, da nam je dalo pač vetra v jadra. Ne? Torej, omenil si že svojega brata Jerneja, ki je zelo povezan prav tako kot ti z glasbo. Eden od bratov je tudi Primož. In najprej, preden bova povedala kaj več o skupini, ki ste jo potem verjetno sestavili, kako je z vašimi geni? Doma je bil kdo od tvojih ali staršev ali starih staršev glasbenik? Kdo vas je pravzaprav navdušil za glasbo? No? Ja, mislim, da lahko rečem, da imamo v genih, kajti ko smo imeli ta družinska srečanja, ne, se je zmeraj pelo in igralo, ne vem, stari oče je igral harmoniko, mi smo zraven peli, ponavadi se je tudi delalo več glasja. In tako smo tudi mi sami pogruntali, da dejansko imamo to v krvi, ne. Ni pa noben zaenkrat od te naše familije se ni šel nekaj bolj resnega, ne. Mi smo pa rekli, da gremo pa res nekaj bolj, oziroma smo čisto padli v to in zdaj pač delamo na tem. Sej to tudi ni pogoj, da ne bom za slučajno koga, ki nas posluša, diskriminirala, ne, pač poje lahko vsak, ne, ni to tudi samo stvar genov. Kakorkoli, torej skupina 2B, kako je prišlo do te ideje in odkje ime 2B? Skupina 2B, ja, najprej dejansko mislim, in Jernej, in jaz, in Primož, niti sami ne vemo, kdaj je sploh prišlo do tega, da smo se mi poimenovali kot 2B, tako da tudi točnega datuma nastanka benda ne morem povedati, ne, povsod govorimo, da je to nekje od leta 2009-2008, ampak točen datum nam tudi ni znan. Do imena benda je pa prišlo do tega, da smo pač začeli mi igrati, polje smo rekli, zdaj treba pač neko ime si narediti, ne. In je Jernej, tak bi rekli po domače, ko izstopa, je rekel, pa dajmo biti 2B, ne, 2B, ja, vse je res, ne, pa itak smo vsi živeli pod istim krovom, to je naša hišna številka in nimamo kaj zgrešiti, če gremo za tem kratko, jedrnato, enostavno in zapomljivo, se mi zdi. Pa še zakoreniniš se, iz Vinice si doma, kako doživljaš kaj svoje kraje? Je tudi ta kraj navdih zate, za tvoje ustvarjanje, ljudje, ki jih poznaš? Definitivno je Vinica oziroma Bela krajina zame najlepši kraj na svetu, res, in čeprav živim med tednom v Ljubljani, se za vikende, če se le da, če nimamo kakih drugih obveznosti, se vračam nazaj in je to res en tak lep topel kraj, kjer vem, da sem zmeraj dobrodošel in tudi inspiracija za marsikateri komad nastala prav v Vinici. Torej, če so zdrave korenine, potem gre človek lahko tudi svobodno v svet in tudi ti si že kar daleč poletel, ampak še preden povemo, kako daleč, pa mi povej, prvi CD, ki je nastal, ki ste ga posneli skupaj s skupino, je CD, ki nosi naslov Frnikule, je tako? Koliko let po vašem začetnem delovanju je nastal? To je pa, spomnim se in dejansko je CD nastal, preden smo mi nastali kot band. Mi nismo sploh še imeli določenega tega, da bomo mi band, mi smo začeli pač sami snemati, Jernej je dal pobudo, napisal je 10 besedil in jih tudi o glasbu, potem je Primož prevzel to producentsko vlogo in takrat, ko smo mi to začeli snemati, nam ni bilo še sploh čisto jasno, ampak smo se pač podali v to in začeli sami snemati, potem smo začeli sodelovati z Janijem Lipičnikom, pri njemu smo tudi dosti tega materiala posneli, on nam je tudi pomagal pri komadih. Potem je bil pa ta problem, zdaj pač mi imamo to posneto, ne, kaj pa zdaj, ne, mi pač znali smo igrati, Primož Glika je začel igrati klaviature, Jernej je bil na akustična kitari, jaz sem pel in to je to, ne, zdaj ta muzika je bila pa tako posneta, da je bilo to res poln zvok za cel band, ne vem, in pol smo mi dejansko najeli par muzičarjev takratnih
In nastopili na Schengenfestu 2009, že isto leto, ko je bil izdan. Prej smo imeli še predstavitveni koncert v Črnomlju in tako se je vse nekako začelo, pač ta naša pot. Vas je kar pol izstrelilo, ne? Ampak v zadaj je bilo pa delo, ne? Verjetno je bilo treba kar delati za to, da človek naredi nekaj takega, kot je CD ali pa en nastop ali pa koncert. Tako je, zadaj je ogromno dela in mislim, zdaj, ko pogledamo nazaj, ko se menimo mi tri, mislim, se ne, da se zdaj nekaj hvalim, ampak res moraš imeti jajca, da greš CD narediti. Če nimaš pojma, ponavadi je band, ne vem, nekaj let skupaj, pač ustvarjajo skupaj, da v garaži, ne vem, da naredijo ta sound, ki bo na CD-ju. Mi smo pa to začeli, pač posneli smo akustično kitaro, pol se je pa začelo, pač ne vem, električna bo šla tu, ta bo, ne vem, pol so kar ene flaute, prišle saksofoni, vse živo, pač. Tako da zanimivo. Krasno. To je ta proces, ustvarjalni proces, ki ste ga vi kar dobro spoznali. Si mogoče zato, da bi zavrteli katero pesem iz starega CD-ja? Si upaš? Upam si. Mogoče en komad, ki ga še zdaj izvajamo na našem repertoarju, ko imamo koncert in je tudi spot posnet, prvi za ta komad, Tvoj korak. Tako, samo za vas, drage poslušalke in poslušalci, v oddaji Ustvarjajmo skupaj 2B in pesem Tvoj korak. Preko ceste na drugo stran pogrešam tvoj korak. Tavam po ulici, izgubljam se množici. Moj korak je zaspan. Še zadnji sneg se topi. Vse se prebuja, pomlad ne zamuja. Jaz si želim tvoji dlani. In zdaj si spet želim imeti tebe, ljubit, gledat te vsak dan. Rdečani, moj san. Zgubil sem tvoj korak. Še zadnji sneg se topi. Letos bo zgodaj pomlad.
pomlad ne zamuja. Jaz si želim tvojih dlani. Torej, tvoj korak, pesem iz prvenca, bom rekla, skupine 2B. Zdaj pa bova spregovorila, še preden povem našim poslušalcem nekaj, kar mogoče še nekdo ne ve. Tukaj v roki imam nekaj čisto svežega, sveže pečenega. Pa bova spregovorila o šovu, v katerem si ti nastopal, ne vem točno, kdaj je bilo, boš ti povedal, šov X Factor, ki ti je verjetno dal tudi neko novo dimenzijo pogleda na glasbo. V kolikšni meri je vplival na tvoje ustvarjanje, ta izkušnja pravzaprav? Ja, X Factor se je odvijal leta 2012. Mi je dal, bi rekli temu, misliti po domače. Dejansko sem v šovu doživel kar enih par takih zanimivih občutenj in prišel na koncu do tega, da pač tudi, če ti je vse na razpolago, ne vem, od kamer do ljudi, ki skrbijo zate, pač to je itak vse v sklopu šova. Na koncu, ko se šov konča, je vsega konec in si sam na realnih tleh. Nisi na začetku, pač nekaj si dosegel, več ljudi te pozna, ampak če nimaš pripravljenega plana za naprej, se lahko pač hitro zgubiš in ostaneš na isti točki tam, kjer si bil. No, na srečo smo mi, oziroma jaz sem imel pripravljen plan, že preden sem se prijavil na ta šov, da grem za tem, da potegnem preko svoje prepoznavnosti tudi band za sabo in da bomo delali mi pač kot band naprej. Ne. Ni mi bilo do pač solo karijere, da bi kot Gašper Milič izpostavljal se, ampak kot 2B. In to se je tudi zgodilo. Na ta račun smo dobili kar nekaj večjih koncertov. Dvakrat smo tudi imeli koncert v Ljubljani, v Emonski kleti, kjer smo prvič napolnili celo Emonsko klet, tako da je bilo enih 600-700 ljudi. Drugič je šlo malo manj, malo manj ljudi je prišlo. Tu se že zna to, da televizija pač naredi. Takrat je vse bum, pač in novinari in vse okrog tebe, čez kako leto se pa to že hitro splahne in pač pozabijo na te, če ne delaš, ne. Tako da mi še naprej delamo in koncertiramo, tako da moram reči, da mi je šov bil ena lepa izkušnja, ampak v Sloveniji se ne bi več prijavljal na kaj takega. No, važno, da ste ostali zvesti sami sebi, da vas ni to potegnilo v kakšen vrtinec. Torej, en tak korak, ki ste ga potem naredili naprej, je tudi zasnova za novi album, ki pa je danes že zunaj. Čisto sveže pečen, še kar vroči, ne, mene že peče malo, ne. Tukaj ga imam v roki s takšnim krasnim dizajnom, z zanimivim naslovom. Še preden se ga dotakneva zares, pa nam povej, kje ste dobili ideje za komade, ki so na tem CD-ju, kako se je začelo sodelovanje tudi z osebo, ki vam je producirala ta CD, to je Gal Đurin. Kako se je vse skupaj začelo? Začelo se je tako, da smo mi dejansko že takoj po X Factorju začeli razmišljati o tem, pač, da bomo šli snemati CD. No, sprva smo mislili, da bomo delali kot pač 5-članski band, da bomo res šli po tem old school oziroma po klasičnem načinu, da bomo komade preigravali in šli snemati to naenkrat, ne, ampak pri nas zmeraj ni šlo, mislim, lahko rečem, da ni šlo nikdar nič tako gladko, kot se mogoče vidi iz strani, če kdo gleda. Zmeraj smo imeli pač kup enih štenk, po katerih smo mogli iti, oziroma ovir, ki smo jih mogli premagati, tako da tudi spreminjala se je tudi sama ta zmisel s časom, glede na to, da se je zdaj 2015, 2012, no 3 leta se ta cela zamisel oziroma snemanje odvijalo.
Medtem se je zgodilo marsikaj, konec koncev smo začeli tudi nastopati z Galom Žirinom, kot si že rekla. No, potem sem jaz njega vprašal enkrat, ko sva sedela sama v studiu pri njemu v Ljubljani, Gal, pa bi ti, ne vem, bi hotel biti izvršni producent pač pri naši novi plati. Ne? In on tako nekaj časa razmišlja in pravi, stari, ne bi. Iskreno, ne? Ja, in jaz pravim, ok, v redu, pa sem vprašal, ne bi, ampak bom. In pa sem rekel, ok, super, ne. Odločitev je padla, ja? In je on pol prevzel to vlogo svetovalca in snemalca, tudi konec koncu založnika, pri njem smo tudi izdali pri diskografski hiši HAT, cel CD. Kar se tiče pa samega produciranja, je imel pa največjo vlogo Primož. Primož je naredil ta največjo vlogo je imel pri tem snemanju CD-ja, največ ur je preživel v studiu in šraufal različne sounde, nasnemaval, ne vem, da je to zdaj tako, kot je. Gal nam je pa že proti koncu, ko smo zaključevali, smo začeli pač z njim bolj intenzivno delati. Jaz sem hodil k njemu v studio, Primož je bil tudi nekaj dni pri njemu in takrat je njemu se porodila misel, ne ono, pa dajte vi na ta CD, ne vem, pa dajmo posnet. On ima drugače kupenih inštrumentov, ki jih zna igrati, čisto vse. Je rekel, pa dajte, vi ste iz Bele krajine, dajte noter nekaj belokranjskega, dajte, ne vem, tambure, dajte bugari, obrač, ne vem, čelo. Krasno je podprl v bistvu, ne, te naše korenine. Tako, on nam je dejansko odprl oči za to, da smo mi rekli, pa pismo je, mi smo res lahko ponosni, da smo iz Bele krajine, zakaj bi mi šli delati tako kot vsi bendi, ne vem, klasično, ne vem, ono, pa dajmo nekaj unikatnega noter, ne. In res, na koncu je Gal pač posnel enih par inštrumentov belekranjskih in naredil res tak unikaten zvok na CD-ju in si upam trditi, da bo tudi zdaj naprej za tretji CD oziroma še naprej, kaj jih bo, da bo nekako ta belokranjski vzorec, da nam bo sledil. Tamburice, kaj še? Bomo slišali v kakšnem komadu, verjetno, ne? Slišali bomo v komadu, že v prvem komadu je takoj v introtu in pa v komadu Jutro je že na začetku Bugarija, čelo, tako da ful zanimivo, no, pač tak res unikaten zvok ima, ne. Krasno, z belokranjskim melosom, torej prva pesem, ki si jo že omenil, Iz zime v pomlad, ne, to je ena od teh pesmi? To je, Iz zime pomlad je fora v tem, da je to je intro. Intro je pa zelo zanimivo, da je intro, ki se dejansko prelevi v drugi komad, brez tega, da se vstavi. Pač nič ni odrezano, ampak gre direkt v jutro. In je fora v tem, da je intro nastal čisto na koncu, ko smo že delali z Galom mastering in smo rekli, imeli smo 9 komadov, smo rekli, gremo narediti, da bo 10, ne. In je intro nastal čisto tako spontano, pač ti, ki boste kupili CD oziroma poslušali CD, boste slišali pač, da je intro pobran iz komada Jutro. In je potem zmiksano, da gre naprej v komad in je tako nekako napove kot cel CD. Krasna zgodba, krasno prelivanje je to, ne? Dajmo prisluhniti temu. Ja. Torej, iz zime v pomlad, pa takoj naprej v jutro. Samo za vas.
Kakšna so tvoja jutra, Gašper? Imaš rad jutra ali si bolj nočna ptica? Za vse, ki me poznajo, vejo, da nisem glih neki jutranji tip. Rabim ene 2-3 ure, da pridem k sebi, eno jutranjo kavico. Bolj sem nočni tip, moram reči. Po noči mi ni panike, sem lahko buden tudi od cel dan, pa še polje čez celo noč. Pa tudi ustvarjaš. Veliko glasbenikov poznam, ki imajo zelo ustvarjalne nočne ure. Verjetno je en poseben občutek, ko grejo vsi spat, ko se nekako dan umiri in se prelevi v noč, je verjetno nek poseben občutek za ustvarjanje. Je tudi pri tebi tako? Tako je. Večino komadov se je zgodilo po noči, ja. Zanimivo je poslušati drugi dan te komade. Hvala Bogu je zdaj ta tehnologija že na telefoni, da sam stihneš rec in te posname. Ker najboljše ideje se zgodijo direkt, da posnameš. Če nimaš tega priložnosti, da boš posnel, pa da imaš v glavi melodijo, ne bo ratala tako, kot pač si imel prvo zamišljeno. In drugi dan, ko poslušaš, sploh ko po noči snemaš, je to vse bolj nekako tako intimno. Po noči tako si spijo, meni se ponovadi to dogaja v moji sobi. In je bolj zanimivo poslušati te komade, ki so čisto nekako drugačni od onih, ki nastajajo po dnevi. Dobro, pa lahko pričakujemo 3. CD z nočnimi komadi. No, kakorkoli, da ne zaidemo preveč, ne? 2B je torej ime tvoje skupine, B2 pa je naslov tvojega CD-ja oziroma vašega CD-ja. S takim krasnim, lepim dizajnom in eno zgodbo ima ta dizajn, ki ste ga dali na ta svoj CD. Vidite ga tudi na zaslonu. Kako je nastajala ta ideja za naslovnico CD-ja? Ja, ideja je nastajala tako, da smo sprva smo dali delati, oziroma jaz sem pač dal delati enemu svojemu bivšemu sošolcu, ki se ukvarja pač z grafiko in pa oblikovanjem. In smo bili vsi zelo zadovoljni z prvim dizajnom, ne? Ampak pol nekako, ko so komadi nastajali, ko se ta zgodba začela nekako odvijati, da bomo dali naslov B2. Medtem se je zgodil tudi en velik preobrat v našem bendu. Jernej nas je zapustil za pol leta in smo mogli pač najti novega basista in to je še danes igra z nami Matej Pizdirc. Smo mogli nekako Jaz pa Primož sva mogla prevzeti to vlogo celotnega projekta in speljati stvar do konca, kajti on je bil pol leta odsoten. In medtem so se začele dogajati stvari, CD se je snemal, ideje so padale, ne vem, zdaj naslovnica kakva bi bila, ne vem, dali smo parim kolegom za pogled, da so rekli kulje, ampak enostavno ni bilo sama naslovnica ni dajala takega sporočila, kot so ga dali komadi na albumu. Ne. In potem sem jaz zaprosil tega glasbenega kolega iz skupine Čedahučijev, Blažo Čakar, on je tudi Galu delal v glavnem ful enih naslovnic, tako da on je pa rekel, no, če se gremo to, bi pa jaz res rad, da naredimo to konkretno, da si vzamemo čas in da res mora biti zgodba, ne. Drugače ne bom delal, če ne bo zgodbe. Ne. In potem sem mu jaz res napisal eno tako veliko, dolgo poročilo o tem, kako je sploh CD nastajal. In on je rekel, ok, to mi je res zdaj odprlo marsikaj, ne, in zdaj grem lahko pač na delo. Ne. In čez kak teden je že bil poslan prvi osnutek in smo bili vsi kaj je zdaj to, ne, wow, ne. On je rekel, ok, no, dajmo se zdaj slišati, da ti jaz malo razložim, kaj je to, ne. In v glavnem zdaj končni ta izdelek, ki ga lahko gledamo, vidimo tu, krogci predstavljajo oči oziroma poglede na našo glasbo ljudi. Sama zamisel, da smo B2 poimenovali album, je zaradi tega, ker nas veliko ljudi menja, tudi novinarjev in ne vem, pa smo že dostikrat rekli, pač smo 2B, nismo B2, ampak še zmeraj se dogaja, da nas zamenjajo za B2 nekako in smo rekli, ok, v redu, B2, pač zdaj imate pa res tu album B2 in to je to, ne, zdaj vsakič, ko nam bo rekel, da smo B2, ja, to je pa naš album, ne.
praktična rešitev za nesporazum. Tako, mislim, da smo pač rešili en velik problem. Je bilo narejena pač naslovnica, pač, da so te oči notri in čez cel album jih je polno notri tudi med besedili. Končna ideja pa, da je vzorec, kjer je 2B, B2 zrcalno narejeno, da je v obliki Bele krajine, je pa dal Primož idejo. Krasno. Tako, da je v obliki Bele krajine in Blažu se je to zdelo, wow, ne, ono super, dajmo res to narediti in zdaj res, ko pogledam, ima res eno veliko sporočilo in itak smo ponosni, da smo Belokranjci, tako da res upam, da ti, ki ga boste kupili CD oziroma dobili od nas, da boste začutili pač to sporočilo, ki ga daje album. Samo malo poglobiti se je treba včasih, ne? V glasbo in v sebe predvsem. Tako, torej 10 pesmi je na tem CD-ju, gre za vaše avtorske pesmi. 2 smo že slišali, torej Iz zime v pomlad in pa Jutro, potem so tukaj še Seme in plevel, Kraljica glavnih vlog. Ta bi rekla, da bo moja najljubša. Tvoja sreča, Zgled, Gledam naprej, tudi to smo že slišali v oddaji Ustvarjajmo skupaj, Figure v škatlah, Na črnem ozadju, Zabluran svet. Kraljica glavnih vlog je pa kakšen komad? Komad... To bi bila namreč moja glasbena želja, če si jo lahko privoščim. Seveda, komad je napisal Jernej. No, zanimivo izpostaviti to, da Jernej, pač tudi kot on sam pravi, nikoli ne dela, ni naredil komada, da bi naredil ga po svoji, po njegovih izkušnjah, se pravi to, kar se je njemu dejansko zgodilo. Zmeraj gleda nekako okolico o tem, kaj se okrog njega dogaja, oziroma ne vem, črpa navdih iz nekih drugih stvari. Pač pri meni je glih obratno, jaz v glavnem pišem o tem, kar se meni dogaja, bolj avtobiografsko. No, Kraljica glavnih vlog po njegovih besedah je, meni se zdi, da je gledal glih neki film ali nekaj takega in je bila pač neka kraljica in kjer je imela pač neko tako vlogo in potem je nastal pač tudi ta komad polne. Ok, pa ga bomo zdaj tudi zavrteli za vse kraljice, ki ste dejansko in tudi za tiste, ki se tako počutite. Kraljica glavnih vlog iz novega, sveže pečenega albuma skupine 2B. Zarja bo zjutrom prinesla nov dan. Zlate nitke, ki jih sonce seje, naj te prebudi. Ko mene več ne bo, ko mene več ne bo, ko mene več ne bo, svež veter mi polni jadra. Na odprto me vleče top. Slabo odigrana predstava, a ti kraljica glavnih vlog, glavnih vlog. Na tvojem vratu spet bo prostor za nove ure.
Ja, kraljica glavnih vlog. Si rad glavni, Gašper? Imaš rad glavno vlogo ponavadi v življenju? Ali pa v glasbi? Ja, mislim, to se je nekako spontano zgodilo. V tem, da sem jaz dojel, da enostavno najbolj funkcioniram kot lider, ne. Imaš to v sebi, ne, na nek način? Ja, mislim, da imam, no, pač če sem, ne morem v neki stranski vlogi kot, ne vem, probal sem tudi že kot back vokalist parkrat, ne, ampak če govorimo zdaj o glasbi, o petju, enostavno mi ni to tako, kot pa tisto, ko res pač pojem glavno melodijo in pač dam vsa svoja čustva noter. Tu se najbolj najdeš in tudi zelo ekspresivna besedila najdemo tukaj v albumu oziroma na naslovnici. Zapisana so v bistvu vsa besedila tukaj in avtor teh besedil si predvsem ti in pa Jernej, je tako? Jaz pa Jernej sva avtorja, ja, nekako mislim, da imam jaz enih 5 ali 6 skladb na albumu, on ima pa 4, nekako tako se mi zdi. Je prav napisano, notri je cela knjigica v CD-ju, pa piše pod vsakim komadom, zdaj točno ne vem, koliko je njegovih, koliko je pa mojih. Ampak v glavnem je ta, pač njegova besedila so njegova in moja so pa moja. Pač on jih je sam napisal, jaz sem jih sam napisal in tudi glasbo za njih sva pač vsak je za svoj del pisal, nisva se mešala, da bi drugemu pač nekaj sugeriral. Zato je tudi CD tako razgiban v bistvu najbrž, ne? Tvoja sreča. Reci mi, a ti kost je zdaj na mestu, ko vidiš, kako utujila sva se? Me sploh lahko še prepoznaš? Začneš s temo, ki naj bi gladko tekla? Ali sva še zmeraj jaz in ti, tako kot nekdaj sama rekla si? Wow, ta je tvoj? Ta je tvoj. Krasno. Torej, tako, samo za intermeco. Sicer pa verjetno vas zdaj čaka, glede na to, da je pač CD še čisto svež, tudi promocija CD-ja, nastopi, verjetno tudi kakšen koncert, pa tudi za vami je že ogromno koncertov. Nastopali ste že na velikih odrih od Cankarjevega doma, to sem zasledila, pa verjetno tudi v različnih lokalih v manjši zasedbi. Kako doživljaš razliko med nastopati med širšo publiko, pa nastopati v enem takem intimnejšem prostoru, kjer je manj ljudi, kjer se bolj aktivno mogoče posluša besedila, glasbo? Kaj ti je ljubše, če lahko sploh rečeš, da ti je kaj ljubše, verjetno gre samo za različno izkušnjo, no? Ja, tu gre za različne občutke, ne vem, pač veliki odri ti dajo neko, ne vem, nek power, pač ono, zdaj imaš, ne vem, ful ljudi pred sabo, vse nekako bolj na glas, ni tako intimno kot recimo nastopi v manjših klubih. Zdaj ne vem, lahko izpostavim, da med najboljšimi nastopi oziroma koncerti, kaj smo imeli, sta bila nastopa kot si že omenila, v Cankarjevem domu in v Slovenski filharmoniji. To je res, mislim, to, da tam stojiš na tem odru in da igraš tam res, in še sam Gal je rekel, da tam moraš priti igrati res brez tega, da tam ni časa za napake, tam se sliši čisto vsaka malenkost, tam je res taka akustika in tudi ko si na odru, ko začutiš ta feedback dvorane nazaj, ne, mislim, kar poletiš naprej, res. Mislim, to nepopisno, res, tako da upam, da bomo še kdaj imeli to priložnost, da tam nastopamo. Drugače pa, kar se tiče klubov oziroma manjših barov, je tudi zanimivo, sploh če je res mal bar, ne vem, mi smo imeli, ta nastop mi je ostal, oziroma koncert mi je ostal najbolj v spominu, ko smo nastopali v ljubljanskem tem baru, klubu Saks pub, ne. To je, imeli smo tako, ne vem, prostora, pač 3 smo bili, imeli smo prostora, ne vem, 1, 2 metra, da smo si pač postavili to naše ozvočenje in vse in ljudje so bili pred nami, pač ne vem, enih 20 jih je bilo. In po vsakem komadu, ko smo ga odigrali, je bila čista tišina in pol aplavz. In to, mislim, to je res, ko vidiš, da te res poslušajo. Ni ono, ker recimo v drugih placih, ne vem, če so kaki bari glasni, smo imeli tudi ogromno teh akustičnih koncertov po
po Sloveniji, ko smo nastopali, ne vem, po teh gostilnah, ne. In je zmeraj ta nek šum ljudi oziroma pogovarjajo se, ni tako intimno kot pa ti manjši koncerti, kjer je res pridejo ti fani, ki te spoštujejo, poslušajo in se res zgodi nekaj posebnega. In to je tudi nagrada za glasbenika, ne? Ti veš, ti poznaš ves ta proces ustvarjanja glasbe, ne? In če nekdo to posluša, tvojo glasbo samo za ozadje, je drugačen občutek, kot če jo dejansko nekako doživi vsako noto, skuša dojeti, kaj si hotel s tem povedati in tako naprej, ne? In to se verjetno pomeni človeku, ne? Ki tako pridno ustvarja. Ja, torej, verjetno imate, kot sem že omenila, v planu predstavitev vašega novega CD-ja, verjetno pa vas čakajo še kakšni posebni plani, mogoče kakšno snemanje videospota, kaj je na pladnju še za prihodnost skupine? Ja, idej oziroma planov za naprej je res ogromno. Skušamo slediti nekako oziroma se gibati v teh mejah oziroma okoliščinah, kakor se lahko, pač zdaj si ne predstavljamo nekega, mislim, lahko sanjamo o nekih velikih odrih, o nekem videospotu, ki ne vem koliko vreden, ampak bomo probali narediti z manjšimi stroški, z čim manj opreme, dober izdelek, no. Zdaj o videospotu se še nekaj menimo, imeli smo že v planu, da bi ga snemali za komad jutro. Skoraj smo že bili na tem, da ga gremo snemati in potem smo zgubili pač ta plac, kjer bi ga snemali, tako da zdaj še razmišljamo o tem, kaj bo. Kar se tiče pa koncertov, jih imamo že nekaj zabukiranih za naprej. V Ljubljani smo 2. april v enem novem klubu, plac 33-44, tam se bo zdaj nekako začela odvijati ta scena, da bojo bendi lahko nastopali. Drugače pa za naprej si želimo pač čim več nastopov. Zdaj letos pač smo rekli, mogoče, da imamo željo priti mogoče na te odmevnejše festivale, ampak bomo videli zdaj, kaj bo s tem, ne, pač. Scena je trenutno taka, da še zmeraj ni nekega prostora za ne vem, zdaj, mlad band, smo mlad band še zmeraj, ne, za to zvrst muzike, ki jo mi ustvarjamo. Jaz vam držim pesti. Ostanite na svoji poti, vztrajajte na tej poti, delajte tako, kot ste do zdaj, čim več navdiha, odprtosti do novih izkušenj. In pa seveda želim vam tudi dobro promocijo CD-ja in naj sede tudi vam, vsem, ki boste ta CD dobili v roke, poslušajte ga z dušo, ker je bil z dušo tudi ustvarjen. In za konec, mogoče tudi ti, Gašper, kot ste slišali skozi vas intervju, imate kilometrino za sabo, dali ste stvari čez, poznate tako glasbeno sceno, verjetno ste se soočali z različnimi življenjskimi izkušnjami, ki so vam dale in misliti, kot praviš, in pa tudi vas zgradili na nek način v to, kar ste danes. Kaj bi svetoval vsem tistim, tako mladim, ki se šele podajajo na glasbeno pot, ki si želijo nekaj narediti v življenju, kaj bi jim svetoval, kaj bi jim povedal? Ja, mogoče to, da najprej res moraš verjeti v to, kar delaš, tu ni mesta za neke dvome. Ni to mi je, da imaš nek rezervni plan, kaj bo, če ne bo tega, ne. Mi res, oziroma zase si upam trditi, da se ne vidim nekjer druge kot pa v muziki. In res vlagam ves svoj čas in trud v to in mislim, da res, če se odločiš pa za eno stvar, moraš res posvetiti celega sebe v to in mislim, da enkrat nekaj smo že dosegli, nekaj še bomo, ampak mislim, da tisto pravo, da nas še čaka in s trudom in z voljo in z vero v to, kar delamo, enkrat nekaj bo. Tako da vsem, ki se odpravljate na to pot oziroma ki ste že na tej poti, takrat, ko boste začeli dvomiti vase, preslišite ta glas v glavi in pojdite naprej za tem, stojite za svojim delom in rezultati se bojo pokazali s časom. Super, ste slišali?
Upam, da ste si to še kam zapisali. Gašper, najlepša hvala tebi, da si me obiskal tukaj v studiu Mistik v oddaji Ustvarjamo skupaj. Jaz upam, da vam bo prav prišel ta intervju, da ga bo slišalo čim več ljudi in upam, da se še vidimo kje. Hvala tebi za povabilo, z veseljem se še oglasim, oziroma mogoče pridemo še celo vsi tri enkrat, drugače pa ja, tudi upam, da bo kdo poslušal to, kajti bil je res en tak sproščen pogovor, rekla sva skoraj vse, mislim, da nisva nič pozabila, tako da se že veselim naslednjemu obisku. Odlično. Razen še eno stvar sva pozabila, ampak je ne bova spustila. Seveda pozdrave tudi Jerneju in pa Primožu, ki nas poslušata. Zabluran svet, to je 10. komad, zadnji komad na vašem CD-ju, pa predlagam, da ga tudi za konec zavrtimo. O čem govori ta komad? Ja, Zabluran svet ima posebno zgodbo, govori pač o eni ljubezni, pač ko se fant sprašuje, pač kaj se je zgodilo, ko se spominja vseh lepih trenutkov, ki jih je preživel s to osebo, s to punco in pač doživlja neko razsvetljenje, mu je nekako žal, da tega ni že prej opazil, kaj je imel ob sebi, pač tisti čas. Komad ima tudi posebno zgodbo, da je ratal, tako kot ga zdaj slišite, je ratal v enem takeu, bi se temu reklo, v žargonu glasbenem posnet. Posnela sva ga jaz in Gal v njegovem studiu, takrat, ko nismo imela več. En komad smo dali namreč stran iz CD-ja in smo rekli, gremo še nekaj narediti in rekel, Gal, imaš ti kak komad? Sem rekel, pa nekaj imam in takrat se je zgodil ta komad, postavili smo mikrofon na sredino, jaz sem igral akustično kitaro in pel, on je odigral čelo in tako kot ga danes slišite, bo posnet v prvem poskusu. Na prvo žogo v pravem momentu. Torej, slišali bomo še pesem Zabluran svet. Vam, drage poslušalke in poslušalci, pohvala, ker ste nam prisluhnili. Poslušajte dobro glasbo še naprej in se slišimo spet v naslednji oddaji. Dosti bo drugačen od vse do zdaj. In ležim sam v postelji v kotu, prilimani na hladen zid. Ruleta na oknu zakriva mi pogled, zunaj vidim čudne risbe. V zabluran svet in zdaj te vprašam, zakaj ne
Ustvarjajmo skupaj, naj druži nas veselje in smeh. Topla misel in modri nasvet. Ustvarjamo skupaj.